Lepo pozdravljene gledalke in gledalci, vroče teme na portalu domovina.je. Slovenija beleži najnižjo registrirano brezposelnost po letu 1990. To je sicer dobro, a vse slabše za slovenska podjetja, ki se soočajo s pomanjkanjem kadrov, ki jih dobiti. Je rešitev uvoz delovne sile? Če da, od kod? Balkanski bazen je vse bolj prazen in tudi zakaj odhajajo ali zapirajo svoje obrate velika podjetja? Ter kakšen krivec za inflacijo so slovenska podjetja? O tem se bomo v današnji vroči temi na portalu domovina.je pogovarjali z direktorjem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodom Danijelom Lampergerjem in urednikom revije Podjetna Slovenija, gospodom Goranom Novkovićem. Spoštovana gosta, dobrodošla in lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Najprej bi začeli z vse večjo zaposlenostjo v Sloveniji. V tem tednu smo beležili že drugič zapored najnižjo brezposelnost po letu 1990. Na eni strani, kot sem že dejal, spodbudno, na drugi strani pa to kaže po pomanjkanju kadrov. Gospod Lamperger, kako je v gospodarstvu? Kje so največja pomanjkanja? Največja pomanjkanja so gotovo pomanjkanja so pravzaprav vse povsod. Ampak tiste panoge, ki bi bilo vredno izpostaviti, so seveda transport in logistika. Jasno je, da smo v turistični sezoni, tudi turističnih delavcev v tem trenutku primanjkuje, potem pa ne nazadnje tudi celotni poklici na področju obrtništva, v gradbeništvu primanjkuje delovne sile, potem primanjkuje sodelavcev v kovinski branži, tako da pravzaprav ne najdemo poklica, na katerega ne bi opozarjali, da delavcev ni. Pa če samo za oris dam, recimo taki poklic, recimo krovc, imamo samo enega upisanega v srednjo krovsko šolo in je jasno, da če ne bomo tudi generirali in ustrezno promovirali teh poklicov, bo tega še manj. Gospod Novković, ali se bo ta trend upadanja števila zaposlenih, brezposelnost še nadaljevala? Kakšne so projekcije in kako zapolniti ta bazen s kadri? No, to je veliko vprašanje, zaradi tega, ker imamo v gospodarstvu tukaj veliko negotovost, nimamo krize. Imamo pa negotovost, kaj se bo zgodilo v prihodnje, tako da je vprašanje, ali se bo povečevalo, ali se ne bo povečevalo število zaposlenih in s tem zmanjševala še dodatno brezposelnost. Ampak dejstvo je, da imamo mi v Sloveniji de facto demografsko bombo pred vrati. In nam se 6 do 7 tisoč ljudi na leto več upokoji, kot jih pride iz šol. Skratka, to je še dodatni količinski, poleg kvalitativnega vidika, ki ga je omenil Danijel, ko nimamo pravih kadrov, ki pridejo glede na potrebe iz šole. Tako da mi lahko pričakujemo tako večje pomanjkanje v prihodnosti po številu, kot tudi strukturno pomanjkanje in to bo treba nadgraditi. Vse skupaj pa izjemno povezano s tem, kakšen bo naš standard v prihodnje. Ker če bo manj zaposlenih, potem bodo tudi manjše pokojnine, bo manj davkov, bo manj prispevkov, bo manj denarja za zdravstvo, bo manj denarja za dolgotrajno oskrbo in prišli bomo v začaran krog. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo dvignili dodano vrednost, kar pomeni pospešen razvoj v kvalitetno digitalizacijo, robotizacijo in tako naprej. In na drugi strani bomo seveda tudi morali odpreti meje. Ni bo druge. Odpreti meje, torej komu in na kakšen način torej zapolniti ta kadrovski bazen, gospod Lamperger, ali nam bodo se bati, da nam bodo v angleščini poleti stregli pijačo, denimo v prestolnici? Poglejte, zelo konkretno, zdaj celotna Evropa, recimo konkretno na področju turizma, mislim, da ima med 35 in 50% vseh zaposlenih iz tujih držav, uvožene delovne sile. Tako da to ni nič nenavadnega. Tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji pravzaprav strežejo tujci in pri nas je to še vedno na cirka 25% te tuje delovne sile na tem področju, tako da je še kar nekaj prostora na tem področju. Verjamem, da bo vendarle prišlo do tega, da bomo postreženi v slovenskem jeziku, ampak da bomo se pa čisto temu izognili, pa ne moremo reči. Kje pa dobiti zaposlene? Še vedno se jih vendarle da dobiti, tudi v sosednjih državah. Mi veliko govorimo o tem bazenu, ki je prazen, ampak vendarle Slovenija je popravila plače, mislim, da tudi se da bolje zaslužiti kot recimo v marsikateri republiki, vendar imamo pa birokratsko tako zapletene postopke, da v fazi pridobivanja nekega sodelavca, ti ga enostavno v postopku pridobivanja papirjev lahko odpeljajo iz Hrvaške, ki je tudi imajo pomanjkanje, ali pa iz Avstrije, pa Nemčije, ker so bistveno bolj agilni in imajo hitrejše postopke. Tako da tukaj enostavno moramo tudi na tej postopkovni ravni, če bomo želeli to delovno silo dobiti takrat, ko jo potrebujemo, narediti bistveno več. Mogoče čisto praktično, kolikor bi danes želel nekdo imeti zaposlenega za poletni čas in če se danes loti, je že prepozno? Skoraj gotovo.
Britancem bi lahko pomagala visoko inflacijo znižati priseljenci, to smo slišali v minulih dneh, tako je poročal BBC. Je to rešitev, gospod Novković, tudi za Slovenijo? Ne, mislim, da sama inflacija lahko deloma vpliva, ampak to ni glavni problem. Inflacija, po mojem mnenju, sodeč po tem, kar so zadnje napovedi tudi iz Evropske centralne banke, lepo pada v zadnjem obdobju. Tudi začetkom prihodnjega leta po nekaterih napovedih v prvem kvartalu bi lahko končala že pri 3%, nekoliko dlje časa bo trajalo do leta 2025, mislim, da bi prišla na 2%, kar je ciljni cilj pri inflaciji, tako da mislim, da ta zgodba ni tako pomembna. Res pa je, da imamo malo nacionalne folklore trenutno v Sloveniji in da ta jedrna inflacija domača nekoliko hitreje raste kot na Zahodu, oziroma ima večjo obtežitev kot na Zahodu. Ali je to zaradi zgodovinskega spomina ali še na Jugoslavijo in hiperinflacijo, ali je to malo nacionalne folklore, je drugo vprašanje, ampak mislim, da bo sčasoma se zgodilo, da bo tudi to se umirilo, tako da na to ne bi rekel, da bo karkoli vplivalo, ker smo vendarle v globalnih razmerah in seveda lahko na posameznih področjih delamo, ampak takšnega prihoda delavcev iz tujine pa tudi ne bo, da bi kar naenkrat to vplivalo na inflacijo. Tisto prejšnje vprašanje vaše je bilo zanimivo, ali nam bodo stregli v angleškem jeziku. Ne, da nam bodo stregli v angleškem jeziku, to se že dogaja. Ne? Ampak seveda, treba je zelo paziti in zelo dobro integrirati te ljudi. Odgovornost je tudi na naši strani. Ljudje pridejo z željo, da bi zaslužili. Če pridejo z željo, da bodo zaslužili in da bi delali v Sloveniji, to pomeni, da bodo prispevali svojim delom tudi k temu, da bo naše zdravstvo boljše, da bomo več imeli davko, da bodo naše pokojnine boljše in to moramo vedeti tudi sami. In zdaj seveda pričakovati je, da na nekem ruralnem področju, v neki vasi bodo gostišča poskrbela, da bodo seveda v slovenščini postreženi. Ne? Nekje na turističnem območju pričakujemo seveda, da bodo postreženi v več jezikih. Ne? V centru Ljubljane se že dogaja, da pridete v kakšen kafič, kakšen bife, pa je samo v angleščini, ampak to v Ljubljani praktično skoraj nikogar ne moti. Ne? Tako, treba bo skrbeti za te kulturne različne pozicije in seveda učiti ljudi, kako se med sabo družiti in tako naprej, da ne bodo ti ljudje, tako kot smo imeli v preteklosti, ko pridejo iz tujine, živeli v nekih getih na nek način, po domače povedano, seveda v blažjem pomenu besede, se družili med sabo in če se družijo zelo med sabo in ne z domačini, potem prihaja do tega, da prihaja do nerazumevanja med objema populacijama. Ne? Avstrijci so v času migracije zelo dobro naredili, ko so bile te velike migracije in te velike migracije niso identične s temi, ki mi govorimo zdaj. Ne? Tukaj mora biti kvaliteta, dobra izbira kadrov, ki pridemo. Ne? Ampak ne glede na to je lahko princip zelo podoben. Ne? Avstrijci so v času velikih migracij, potem ko so po kvotah sprejemali tujce, te tujce razseljevali po ruralnih področjih po vsej državi, zato da se lažje vklopijo v širšo družbo. In to je zelo pomembno tudi z naše strani, ko bodo ti ljudje prihajali, bodo z nami skupaj delali in gradili družbo, da se tako tudi do njih obnašamo in na ta način jim tudi pomagamo. Gospod Laperger, slišali smo v preteklosti ideje, da bi bilo dobro uvoziti Filipince. To, kar že počne, da nima naša južna soseda Hrvaška, nas je pri tem prehitela. Slovenija tukaj ne naredi koraka naprej, tudi ministrstvo za delo ne naredi tistega, kar bi moralo v celoti. Kako gledate na to priseljevanje ljudi iz tretjih držav, ne iz našega bazena k nam, oziroma iskanje teh kadrov? Poglejte, nikakor si ne smemo dovoliti, da zaradi naše neagilnosti ali pa lastnih birokratskih postopkov, ki jih imamo postavljene, zaviramo rast in razvoj naših podjetij. Zato, ker tako kot je bilo parkrat omenjeno, mi potrebujemo to delovno silo, saj ta prispeva v socialne blagajne, ne nazadnje po drugi strani pa omogoča podjetjem, da so mednarodno konkurenčni. In države, kot so Filipini, je pač enostavno dovolj atraktivna. Izkazalo se je, da so zaposleni primerni tudi za to delovno okolje in vse, kar se tiče na področju transporta in logistike, je pri nas veliko povpraševanje, da čim prej država spostavi to navezavo in da pač do teh ljudi pride. Je pa izrazito pomembno, tako kot je bilo rečeno, da se ti ljudi tudi kasneje ustrezno integrira, ne, da se jih vzpostavi, da se jih ne geotizira, zato da enostavno pridemo do tega, da bodo ti tukaj. Je pa tudi težko za pričakovati, da bodo ti res dolgoročno tukaj ostali. Vendarle so to velikokrat ekonomske migracije, ker ljudje pač pridejo po zaslužek, kasneje se pa potem tudi vrnejo v svoje države. Se pa boste strinjala, mogoče gospod Novković, da pogoji ne morejo biti denimo za zdravnika ali pa za avtoprevoznika isti?
Seveda ne, tudi za posamezne vrste zdravnikov morajo biti pogoji različni. Ne? Mi imamo jezikovni kartel v zdravstvu, to vsi vemo. Ne? Ampak seveda, če je zdravnik psihiater ali če je zdravnik pediater, ko se mora pogovarjati, ali pa družinski zdravnik mora znati slovenščino dobro, če je zdravnik kirurg, ki pride samo operirati, ni potrebe lahko v angleščini, ker ima sodelavce in je bolj pomembno, da reši življenje človeka, kot pa da zna slovenščino. Ne? In tukaj mi na nek način s temi jezikovnimi barierami v določenih segmentih zdravstva pravzaprav posredno rušimo Hipokratovo prisego. Ali je bolj pomembno, da zna slovenščino, če ni nujno, ali je bolj pomembno, da reši človeka in ga ozdravi. Ne? Tukaj imamo težave mi pri sebi na nek način. Ker se tiče Filipincev, ne? Tudi sam pred leti, ko so se pojavili Filipinci kot možnost, da pridejo, sem zastrigel z ušesi po domače povedal, rekel, odkot pa zdaj Filipinci. Ne? Ampak imam kolega na Hrvaškem in zakaj Filipinci prihajajo na Hrvaško? Zato, ker jih Hrvati zelo dobro poznajo. Mogoče bo to presenečenje, ampak Hrvati zelo dobro poznajo. Sam imam, ker poznam nekoga v Primorju in je bil pomorec, se pravi, ker pomeni, bil je na ladji. Na ladji je ogromno Filipincev. In zato ni odpora na Hrvaškem, ker jih poznajo. In vejo, kakšni so kot delavci in vejo, da imajo evropsko kulturo, v bistvu zaradi tega, ker so bili Španci, pa potem Američani in tako naprej. In se lažje integrirajo v družbo. Seveda so rasno drugačni, ne, kot mi, ampak se drugačnost tudi krepi, pa bogati lahko, ne. Kultura, ta v bistvu španščina, angleščina in tako naprej, pa zelo podobna naši, najbolj od vseh azijskih narodov pravzaprav, ne. Ampak oni jih poznajo in zato tam ni v bistvu nobenega večjega odpora, pa čeprav bi ga pričakovali bolj na Hrvaškem, kot pa recimo pri nas mogoče. Ne? In to poznavanje, zato sem prej omenil integracijo, je zelo pomembno, to obveščanje domačih ljudi, kdo so ti ljudje, ki prihajajo in tako naprej, izjemnega pomena za to, da bomo integracijo čim bolje speljali, ne glede na to, ali se bodo ti ljudje kasneje vrnili, ali se bodo mogoče poročili Slovenci, Slovenkami in tako naprej ostali v Sloveniji. Ne? Če bodo dobri kadri, če bodo pridni delavci, če bodo vrhunski kadri, zakaj ne bi nam pomagali in da skupaj gradimo to Slovenijo boljše. V preteklosti, omenil sem že inflacijo v Veliki Britaniji, v preteklosti smo bili priča veliki inflaciji tudi v Sloveniji. Obrtnikom so, gospod Lamberger, učitali nerazumne dvige cen, češ po eni od raziskav so 4 od 5 obrtnikov podražili storitve, najbolj pa gradbinci. Kako gledate na to, kako negirate oziroma zagovarjate mala in srednja podjetja v tem primeru? Poglejte, popolnoma jasno je, ne, da tisti, ki spremlja branžo, ve, da tukaj je do dviga enostavno moralo priti. Ne samo to, da so se dvignile plače, ne. Mi moramo vedeti, da je material dražji, da so energenti dražji. Inflacija je pač enostavno povzročila vse stroške, ki jih podjetje z opravljanjem neke storitve ima, da so se povečali in je s temu sledila tudi dvig cene te storitve. Tako da tukaj enostavno ne moremo pričakovati, da bodo ob tako enormnih povečanjih stroškov, ki jih podjetje ima, ostale končne cene enake. In žal tako je in tukaj je pač potrebno razumeti in ljudje morajo razumeti, da obrtniki morajo svoj posel upraviti na način, da pokrijejo vse svoje stroške in da jim tudi ostane seveda za nadaljnji razvoj. A se tukaj preveč kaže s prstom na podjetnike, na gospodarstvenike, češ kako so zgolj oni dvignili cene, ne gledamo pa potem celotne verige? Mislim, da se je v tem trenutku pokazalo nekaj, da v Sloveniji manjka ena pregledna analiza oziroma pregledno spremljanje marž. Dejstvo je, da je tudi z političnega vidika bilo preveč populizma, tudi z medijskega vidika preveč populizma. Daniel je dobro omenil, imeli smo energetsko krizo, imeli smo COVID, imeli smo poplavo denarja, zaradi česar imamo ogromno depozitov in seveda ljudje več trošijo. Vse to je pripeljalo do inflacije. Ko so se dvignili stroški, tudi plače na nek način, je moralo priti tudi do višjih cen. Zdaj je vprašanje seveda, kdo od gostincev je dvignil za 15%, kdo pa je za 30%. Ne? Zelo različne so razlike. Ne? Včasih je tudi za 30% lahko upravičeno, lahko bi neki lokalni skupnosti prišlo do večjih stroškov in tako naprej. Skratka, zelo veliko vprašanje je, kdaj je v verigi, kje je to upravičeno. Jaz verjamem, da je tudi nekdo dvignil cene preko meja. Vedno obstajajo ljudje tudi, ki kaj podobnega delajo, ampak kot smo videli na zadnjem obdobju v trgovini, koliko debat je bilo, kje je največja marža, kje je največji zaslužek od kmeta pa do trgovskih polic. Zelo različna verjetno. Ne? Ampak tisto, kar mene moti, je, da predvsem politika ne gre samo za to vlado, gre za celotno obdobje za nazaj,
nima, po mojem mnenju, dobrih mehanizmov za zelo realno oceno, kje je verjetno v verigah prišlo do visokega skoka. Če bi to imeli in zdaj priložnost, da to zgradimo, potem bi v prihodnje, ko pride do teh skokov, lažje lahko gledali realno, ne pa populistično, kje so ti skoki nastali in seveda tako ukrepali. V tem trenutku jaz mislim, da nimamo tega, zato ker vsak zagovarja svoje in tisto, kar je bilo na vladi tu spremljeno in sen, ni bilo dovolj kvalitetno. Je bil poskus, ampak ni bilo dovolj kvalitetno. Zdaj so neke obljube, recimo v trgovini, ne, da se bo to zgodilo, videli bomo, kaj bo, ali bo to realno ali ne, ampak seveda, ko ljudje skočijo, da je nekaj dragega, potem vlade ali pa politiki zaradi tega na eni in drugi strani, da dvigujejo svoje rejtinge, da se prikupijo ljudje in skočijo, krivi so drugi, ki so dvignili cene. Ampak razlogi so lahko špekulativni, lahko so pa realni in v tem momentu v zadnjih 2 letih je ogromno realnih razlogov za dvige cen. Gospod Lamperger, ali je sploh mogoče pričakovati tako enostransko omejevanje marž, kot smo slišali v preteklosti? Tudi minuli teden je predsednik vlade dejal, češka, omejili bomo marže, stopili bomo po trgovinam oziroma trgovcem na prste. Je to sploh mogoče storiti zgolj na eni strani? Gotovo ne. Jaz sem prepričan, tako kot je Goran omenil, da tukaj je enostavno potrebno zelo dobro analitiko in včasih imam občutek tudi zelo poenostavlja, kot da na področju trgovine obstaja samo pridelovalec, neka primarna proizvodnja, predelava in na koncu trgovina. Tu še cel kup posrednikov, distributerjev in tako naprej in je jasno, da vsi imajo neke svoje marže zraven in pač branža funkcionira tako da jaz mislim, da brez neke celotne, resne, poglobljene analize, kar tako enostransko se te stvari ne bo dalo delati. Medtem ko na področju obrti pa mi dovolite, da vendarle izkoristim tudi to priložnost, da enostavno povemo, obrtni poklici, roko na srce, so bili v preteklosti vendarle včasih premalo cenjeni. In to, da so bili premalo cenjeni, to, da se je pričakovalo, da v teh poklicih ni ustreznega zaslužka ali pa da bi morali delati za malo, je tudi generiralo, da so bile šole prazne, ogromno ljudi smo izobrazili v smereh, ki morda zdaj teže dobijo zaposlitev kot v teh obrtnih poklicih in je treba priznati, da je popolnoma jasno, če teh ljudi ni, če je to iskana dobrina, bo tudi svojo ceno imela in vedno bolje bo imela, če bomo na ta način imeli odnos do tega. Zato jaz vabim vse mlade in tudi starejše, da promovirajo te stvari, da so poklici niso več tako fizično zahtevni. Ne? Mi imamo te poklice, ki so čudoviti, zeleni, digitalni, uporabljajo se nove tehnologije in če se bo pač tudi tukaj neko ravnovesje vzpostavilo, bomo imeli normalen trg, v nasprotnem primeru bodo pa cene samo še rastle. Podjetje naj bi v lanskem letu, spoštovana gosta, ustvarila dobičke, tudi plače so se večini dvignile, so k temu pripomogli povajno ukrepi vlade ali dobra kondicija slovenskih malih in srednjih podjetij, ali sploh lahko držijo podatki o višjih dobičkih. Proračun letos namreč beleži padec dohodka od davkov na dobiček. Gospod Novkovič. No, jaz mislim, da je zelo verjetno, da so dokaj realni podatki, pomeni, da podatki ne bi bili realni. Zadeva je tudi, po moje, pričakovana. Seveda pa manjka primerjalna analiza. Dobro bi bilo videti, koliko so se recimo dobički povečali v Avstriji, Nemčiji, Italiji, ker dobički so generator nadaljnjega razvoja. In če so se dobički povečali bolj kot v sosednjih državah, potem je to dobro za Slovenijo, zaradi tega, ker se bo lahko bolje razvijala. Če so se povečali, ampak manj kot v sosednjih državah, je še vedno premalo. Ne? Tako da z tega zornega kota je to relativen podatek in ni pa presenetljiv, zaradi tega, ker moje mnenje, ko sem v zadnjih letih veliko bil s podjetniki, pa tudi gledal strukturo prek podjetne Slovenije, malih in srednjih podjetij, imamo mi danes strukturo gospodarstva, ki je bistveno boljša kot leta 2008, ko smo bili bolj odvisni od velikih podjetij kot danes. Danes imamo kupico nišnih šampionov med malimi in srednjimi podjetji in ta se bistveno bolje in lažje prilagajajo situaciji na trgu, bistveno bolj racionalno in razvojno poslujejo. Iz tega zornega kota smo bolj podobni, še daleč nismo tam, bolj podobni smo v strukturi avstrijskega gospodarstva. In to je samo dobro. Če imamo na eni strani takoj po epidemiji smo videli gospodarsko rast, smo videli uspešnost slovenskih podjetij, sedaj se mi zdi, da je nekako energetska kriza to rast zavrnila. Kakšno je stanje, gospod Lamperger? Zdaj, na področju obrti
drobnega gospodarstva je stanje še vedno relativno ugodno. Mislim, da drobno gospodarstvo zaenkrat še normalno funkcionira. Definitivno so pa nekatere panoge, kjer se že pozna, predvsem industrijske panoge, primarna proizvodnja, nekatere panoge, ki so vezane na Nemčijo. Sami vemo, da je slovensko gospodarstvo kar v precejšnji meri tudi navezano na dobaviteljske verige, ki so v Nemčijo. In tukaj se že opaža ohlajanje, lahko smo brali v zadnjih dneh, da so tudi že do prvih odpuščanj prišlo, tako da enostavno jaz ne bi tudi rad govoril o krizi, ampak vendarle pa treba opozoriti, da situacija ni ok. Tudi avtoprevozniki nas opozarjajo, da je bistveno, da so razmere drugače, oni so velik pokazatelj, ali se blago vozi in pravijo, da pač enostavno zahodne države imajo bistveno zmanjšano povpraševanje, kar nas vse skupaj skrbi. In vemo, da pa to mala podjetja na ta segment pride z zamikom. Pa da ne omenjamo, da so obrestne mere zelo visoke in da v tem trenutku pač tudi neka domača potrošnja, tisti, ki danes grejo po kredit, ga je seveda dobijo po bistveno večjih obrestnih merah in se bojimo vsi, da bi se ta potrošnja zaustavila. Zato jaz mislim, da moramo biti pozitivni pri tem in tako kot je Goran rekel, biti enostavno tako dobri, tako nišni prvaki. Imamo sosednje trge, ki so precej bogati in dobra kupna moč in enostavno z leve in desne prehitevati konkurenco okrog in uspešno prebroditi tudi te turbulentne čase. Omenili ste Nemčijo, pa vseeno Slovensko-nemška gospodarska zbornica je zaznala, da je več kot polovica tujih podjetij nezadovoljna z delovanjem trenutne vlade. To smo slišali v minulih dneh. Kaj to sporoča gospod Lamberger, no to gospod Novkovič? Poglejte, sporoča pravzaprav to, kar mi že govorimo ves čas. Enostavno ni dobenih razlogov, da v tem trenutku recimo mi gremo v kakršnekoli dodatne obremenitve na področju gospodarstva, še posebej na področju dela, kjer smo že tako po OECD-u eni izmed najbolj obremenjenih. Ko pa zdaj pogledamo napovedi, kako se bo dogajala dolgotrajna oskrba, kako bo se dogajala na davčni politiki, zdravstvo in tako naprej, pravzaprav je premalo govora o tem, kaj bomo z razno digitalizacijo, optimizacijo pridobili, racionalizirali in tako naprej, ampak pravzaprav so vse reforme take, potrebujemo pol milijarde tu, pol milijarde tam in tako naprej in ne vidimo veliko prostora za zmanjševanje. Nujno je pa to potrebno, se pravi po domače povedano, debirokratizirati državo in manjše obremenitve, da bomo enostavno bolj privlačni, bolj konkurenčni. In za nas to ni presenečenje, kar nemška zbornica govori. Gospod Novkovič. Ja, tudi za me ni presenečenje, so domači in pa so tudi zunanji razlogi. Zunanji se verjetno ravno o tem, kar sem prej omenil, da je treba primerjati se z drugimi državami. Mi smo dobili v zadnjem obdobju, ko gre za nemške investicije in pri teh podjetjih, koliko se spomnim, od obstoječih nemških investitorjev v Sloveniji je bilo še lani, mislim, da 85% podjetij, ki so rekla, da bi spet investirala, zdaj samo 75, kar je velik padec v enem letu. Ampak treba je vedeti, da mi imamo v krožju zelo, zelo veliko konkurenčnih držav. Slovaška, Češka, Madžarska, Srbija v zadnjem času. In seveda že sami stroški, recimo v Srbiji so za investitorja bistveno boljša, industrijska tradicija je podobna kot v Sloveniji. Stabilnost je sicer nekoliko manjša, to je še prednost Slovenije, ampak to je situacija, ki ni dobra in če nemški investitorji to rečejo, potem je to seveda lahko veliko vprašanje, kaj se lahko zgodi. Pa tudi mene ne preseneča v bistvu ta zgodba. To, kot je Daniel rekel, leta in leta opozarjamo na to, da moramo biti investicijsko atraktivnejši, da moramo imeti poslovno okolje boljše, da se ne more zgoditi, da imamo eno leto za 10 evrov nižje plače oziroma davčno obremenitev, naslednje leto spet 10 više, pa 10 nižje, ker se igramo za birokracijo. In to vse vpliva na to, kako gledajo na stabilnost in predvidljivost poslovnega okolja investitorji, ne samo tuji, tudi domači. In to bo vplivalo tudi na to, kakšno bo gospodarsko zdravje. Skratka, po domače povedano z enim stavkom, mi smo v tem trenutku, predvsem, ne glede na to, da smo majhni, od sebe odvisni, od svoje odgovornosti odvisni, od svoje razvojne naravnanosti odvisni, kako nam bo v prihodnje, ne od pogleda tujcev, ampak tujci nam bodo pa odlična zrcalna slika, ali bomo to nalogo dobro opravili ali pa ne. Mogoče, ker ste omenili reforme, kako torej gledate na te hitre spremembe davčnih reform, ter tudi o napoved, da reform na področju na tem področju v prihodnje sploh ne bo, češ, tako je napovedal premier Robert Golob. Če gremo za nazaj, Janševa vlada oziroma vlada pod vodstvom Janeza Janše je sprejela za delavce ugoden zakon o dohodnini, nato je prišla
tik pred zajci vlada Roberta Goloba, ki je to korigirala navzgor, torej v korist države, kot ste sami dejali, če potrebujemo 500 milijonov, bomo zvišali tukaj, dali tam. To gotovo ni spodbudno in to nekako se referiram na Nemško gospodarsko zbornico, češ logično je, da potem podjetja grejo iz Slovenije, kot smo denimo videli pri Magni, kot vidimo zaprtje podjetje v Leku in podobno, gospod Lamberger. In pravzaprav težko k temu bistvene stvari dodati, kot ste rekli. Mi ves čas opozarjamo, vsak gospodarstvenik si želi, da bi njegovi zaposleni seveda bili, koliko se le da, dobro plačani. Ne? In pač, če imamo obremenitve tako visoke, še posebej pa pri razvojnih kadrih, pri tistih, ki imamo neko skupno zavezo, da bomo dvignili dodano vrednost, da bomo inovativna družba in tako dalje, kar nujno potrebujemo in moramo biti, ker smo tako majhni in izvozno naravnani, potem pa po drugi strani imamo te kadre, s katerimi lahko edino s temi te cilje dosežemo, tako ekstremno obremenjene na področju stroškov dela. In enostavno jim v žepu premalo ostane, ne? In tudi Hrvaška je zanimiva in lepa za življenje, ne samo Slovenija, tudi Slovaška, ne moramo reči, da ni, in Avstrija in tako naprej. In mi si ne moramo samo na ta način razlagati, da zdaj bodo vsi k nam želeli, če ne bo to poslovno okolje takšno, da se jim bo tudi finančno splačalo. Pa hkrati ne gledati zgolj samo na svoj vrtiček, kolega Novkovič. Seveda, mogoče samo dopolnitev. Mislim, da se ta eksodus tujih podjetij še ni zgodil, ker Prevalj je Lek je verjetno specifična zgodba, druge Lekove investicije so fantastične v Sloveniji. Ne? Tudi Magna je res žalosten primer, ne? Že od začetka, tudi ni pravi primer. Ampak težava je v tem, da se vam to de facto bo začelo dogajati, in da takšni alarmantni podatki, kot je bil ta iz Nemško-slovenske zbornice, lahko kažejo na to in bi moral biti v bistvu rdeča luč za kogarkoli, vlado in za opozicijo in kogarkoli. Lejte, nekaj moramo narediti, da se vrnemo nazaj na pozicije, ki smo jih imeli. In pogledati okolico, nismo izoliran vrtiček, ne? Svet je poln negotovosti, ni največji problem pri nas pa v okolici, je seveda z notranjega vidika, da imamo preveč birokratizirano državo in tako naprej, ampak zunaj so hude nevarnosti, kitajsko-ameriški spopad na Daljnem vzhodu, ker se pravzaprav hladna vojna še ni končala, če smo že pri tem. Ne? Ukrajinska vojna, energetska negotovost, prehod v zeleno gospodarstvo, pomanjkanje kadrov, demografske bombe v celi Evropi in tako naprej. Skratka, mi živimo v situaciji, ki z vidika perspektive v prihodnosti ne zgleda tako lepo kot leta 90. Ne? Leta 90 smo šli iz socializma, ki smo imeli zelo nizak standard, v kapitalizem, kjer je bil potencial, če bi to socialno tržno naravnana racionalna država, bi bili že daleč pred Češko, recimo v tem trenutku, ne? Pa smo tam. Ne? Takrat smo res lahko gledali z optimističnimi očmi. Zdaj vidimo, koliko nevarnosti se nam kaže, predvsem demografska bomba, ne? Ki bodo vplivali na standard vseh. In če ne bomo racionalne ukrepe sprejemali od teh, kako zgladiti pomanjkanje delovne sile, do tega, kako se bomo razvijali v niše in zmagovalce, kako bomo podpirali industrije, ki bodo dobre, ne? Kako ne bomo denarja metali za birokratske nepotrebne postopke in tako naprej. Če tega ne bomo storili, potem bo zelo hitro lahko prišlo do upada. Ker demografska bomba je v Sloveniji med tistimi, ki je najhujša v Evropski uniji. Ne samo, da se Evropa stara, pa se Slovenija tudi stara. Slovenija se najbolj stara. In tukaj imamo za razliko od Hrvaške, na Hrvaškem lep primer, kaj se lahko zgodi. Na Hrvaškem naenkrat prihaja zelo veliko tujih delavcev zaradi tega, ker so oni imeli leta 1991 4,7 milijona prebivalcev, zdaj imajo pa samo še 3,8, 3,9. Njim se je to, ker se nam lahko zgodi, že zgodilo. Ampak imajo pa srečo, ki jo mi nimamo. Oni imajo obalo, na kateri so mnogi tujci Zahodne Evrope kupili nepremičnine. In v tretjem življenjskem obdobju se bodo verjetno preselili dol, kar pomeni, da bodo nemške, francoske in druge pokojninske blagajne potrošnjo teh ljudi financirali na Hrvaškem in bodo imeli kupno moč nekoliko večjo. In njihovi ljudje, ki jih je vidno več v tujini, se bodo vrnili nazaj z dela. Mi tega nimamo. Mi bomo sami financirali svoje, pa še nekaj naših bo šlo na Hrvaško živeti v tretjem življenjskem obdobju ali pa kam drugam in bomo mi financirali iz pokojninske reforme hrvaško potrošnjo. Skratka, imamo cel kup nevarnosti in če ne bomo zgradili vitko in učinkovito državo in vitko in učinkovito nišno dobro gospodarstvo, potem bomo težko prebrodili v naslednjih 30 letih
to hudo demografsko bombo, ki se nam lahko zgodi. No in tukaj bi samo dodal, ne, da nikakor pa ne smemo dovoliti tega, ker zdaj smo govorili o tem, kako nas tuja podjetja vidijo, nikakor pa ne smemo dovoliti tega, da bodo naša podjetja, zaposlene, ki so tukaj v Sloveniji zaposleni, prezaposlili v podjetja v sosednjih državah in bodo od tam čezmejno nazaj v Slovenijo in seveda v Evropsko unijo opravljali recimo storitve. Kar recimo se zdaj lahko zgodi, imamo zakon o čezmejnem upravljanju storitev, ki recimo bo konkurenčnost naših podjetij za cirka 20% poslabšal, ko bodo te napotovale delavce v tujino, če ga ne bomo ustrezno prilagodili. Imamo časa do novega leta in mi ves čas poudarjamo, če bomo se tako obnašali doma, se nam še lahko to zgodi, da bodo naši preselili svoje sedeže v tujino z zaposlenimi vred, kar je pa najslabše. In še tretja nevarnost, ki se nam dogaja, ne? Mi pogosto rečemo, da moramo narediti vse, da privabimo Slovence, ki so v tujini, da pridejo domov. Absolutno moramo to narediti. Ampak jaz osebno ne verjamem, da se bo več Slovencev vrnilo domov, kot pa bo mlade generacije se izselilo. Svet se je globaliziral. V vseh državah se mladi selijo v druge države. Bistveno bolj potujejo po svetu, se poročijo drugje, najdejo službe drugje in mi ne bomo mogli toliko ljudi neto vrniti nazaj v domovino, koliko jih bomo v bistvu izgubili. Tako da to je še tretja zadeva, ki bo neizpodbitno se zgodila in z tega zornega kota imamo tukaj pri kadrih manjko in tu bomo morali nekaj narediti, da bomo to rešili. Ne? Tako Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot vi kot urednik Podjetne Slovenije se nenehno srečujete s podjetniki, tako z večjimi, manjšimi, srednjimi. Pa me zanima, ali so slovenska podjetja pripravljena na ta šok, ki bi mu lahko sledil, torej pripravljena na soočiti se s težavami, ki jim bomo pričali v prihodnje, torej eno je pomanjkanje kadrov, na tretji strani imamo tudi nekatere podjetja se že danes soočajo s pomanjkanjem surovin in podobno. So slovenska podjetja prilagodljiva in kako nujno je, da tej prilagodljivosti nasproti pride tudi država, gospod Lamperger? Poglejte, zdaj, mislim, da smo v stanju, ko podjetja so v dobri kondiciji, tudi bistveno boljša situacija in predpostavke kot 2008, kar je že Goran omenil. Definitivno pa, tako kot smo rekli, ne, mi moramo bika prijeti za roge, ne, in enostavno z nekaterimi reformami, z nekaterimi pač debirokratizacijskimi postopki in tako naprej, državo narediti, kot je bilo rečeno, vitko, državo narediti maksimalno učinkovito, spodbujati nišne igralce in enostavno se postavljati v svetovno špico po kvaliteti storitev, ker slovenski obrtniki in podjetniki so res dobri, kvalitetni, zelo, zelo cenjeni v teh širših sosednjih trgih. Zato se iz našega vidika je ključnega pomena, da enostavno jim zorganiziramo neko poslovno okolje, ki bo kasneje v dobrobit vseh. Ne. Ko bo njim šlo v redu, mi radi na zbornici rečemo, bo tudi več za socialo, bo tudi več za zdravstvo in tako naprej. In tukaj pač je edina rešitev. In potem velika podjetja, večja oziroma tuje korporacije, ki so pri nas, ne bodo zapirale vrat? Seveda ne bodo, ker bodo blizu imela tudi domače podjetja, se so povezani v verigi, ampak mogoče na zelo specifičen način lahko ponazorim, zakaj so slovenska podjetja dobro pripravljena. Ne? Leta 1991 je verjetno Slovenija bila, sigurno je bila država po razpadu oziroma osamosvojitvi od Jugoslavije, ki je imela največ izvoza na prebivalca ali pa kakorkoli odzajemo od vseh vzhodnoevropskih držav Nemčijo. In tudi največ izvoza nasploh. Nemško-slovenska gospodarska zbornica je prejšnji mesec objavila podatek, ki kaže, da ima Slovenija v tem trenutku nižji delež izvoza v celotnem izvozu kot Češka, Slovaška in Madžarska. To kaže, da so naše podjetja lepo diversificirala izvoz. Pa enako je rasel praktičen izvoz kot v teh državah. Ne? To kaže na to pripravljenost. Ne? Ampak kaj se zdaj lahko zgodi? Ne? Če se bo poslabšalo poslovno okolje in glede na demografske strukture in ostale, kar smo danes povedali, se zelo verjetno bo, če ne bo nekdo potegnil neko potezo, ki bi to začel reforme izvajati, ne? Potem se bo poslovno okolje poslabšalo. In ti podjetniki in podjetja so racionalni. Enostavno bodo gledali, kje je boljše poslovno okolje. Mi veliko časa govorimo že o tem, da se bodo mogoče kdo izselil ali kaj podobnega. Ne? To se že počne. Ne? Mnoga podjetja imajo številna podjetja na Balkanu ali na tujini.
to javnost ne spremlja tako, kot spremljamo mi. Ne. Mi imamo podjetnike, ki imajo po nekaj tovarn na Balkanu. Ne. Te tovarne bi bila lahko že zdaj lahko v Sloveniji, če bi bilo boljše poslovno okolje v zadnjih letih. Skratka, do zdaj ni bilo potrebe, da bi matične podjetja v Sloveniji preselili, ampak širili so se pa na Balkanu, a pa na nekih drugih trgih. Ne. Tako da ta potencial smo že izgubili. Če pa mi začnemo še zaradi slabšega poslovnega okolja padati, potem bo pa začelo odhajati tudi to, kar je tukaj. In to je pa potem še dvojni začaran krog. Ne. Zato mislim, da bi moral začeti reforme izvajati pred včerajšnjim, ne zdaj. Ne. In čas bi bil v bistvu, da ena vlada ali druga, pa tukaj res bom rekel direktno, mislim, da je odgovornost na obeh. Ne. Tudi to, kar se dogaja z upokojenci zdaj. Ne. Kaj bi morali dobiti, to je v bistvu, če bi vse te zahteve, ne, ki so zdaj nastale na Trgu Republike, kaj upokojenci morajo dobiti, ma ni šans, da bomo mi imeli potem dobre pokojnine za otroke pa vnuke. Jaz ne morem biti odgovoren v bistvu do svojih otrok in vnukov, da jim zapravim ves denar, ker je ogromno bi šlo po teh zahtevah, za te upokojence, in tukaj je tudi populizem. Ne. Mi moramo racionalno politiko voditi, pomagati tistim upokojencem, ki imajo najnižje pokojnine, tistim, ki imajo najnižje plače, pa drugje pa gledati v bistvu, da znižujemo plače skupaj z dodano vrednostjo in se na ta način približujemo Zahodu. Sicer se ne bomo, ker oni to delajo že desetletja. Predvsem pa znižati obremenitev na plače. Absolutno. Pa da samo še dam primer. Zdaj trenutne reforme, zdaj nekaj jih je od napovedanih, se pač recimo dogajajo nekatere spremembe, nimam občutka, da izboljšujejo poslovno okolje iz vidika podjetij. Ne. Prej bi lahko rekli obratno. Zato je zelo pomembno, kaj pri reformah daš kot fokus, kot prioriteto. In če že v štartu mi ne damo, ko reformo delamo kot prioriteto to, da bomo izboljšali okolje, da nam bo šlo bolje, da bodo podjetja bolj cvetela, še bolje zaposlovala, lahko dajala večje plače in te reforme gredo v obratno smer, potem to zagotovo ni pravi temelj. Ne. Bomo jih naredili, ampak morda ni v pravo smer. Če ponazorim zelo preprosto, če se vrnem na pokojnine. Ne. Švica, referendumi. Ne. Veste, da smo imeli cel kup referendumov v Švici v zadnjem obdobju. In to je bistvena razlika v miselnosti med Švico in Slovenijo. Če bi v Sloveniji jutri bil referendum, ali pokojnine dvignili za 20%, v Švici isti, bi v Sloveniji zmagal, v Švici bi padel. Zato, ker Švicarji se dobro zavedajo, da če bi to storili, potem bi padle javne finance in potem bi zapadla država v krizo in bi vsi trpeli zaradi tega. V Sloveniji pa tega ne bi hotel videti. Ne? In to je ta razlika v naši miselnosti. Manj populizma, pa več realnosti. Tako. Direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Daniel Lamperger, in urednik revije Podjetna Slovenija, gospod Goran Novkovič, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke in gledalci, iskrena hvala, to je bilo vse v današnji vroči temi, v kateri smo v ospredje postavili iskanje kadrov za slovenska podjetja in tudi zapiranje nekaterih podjetij ter rešitev, kako naprej. Vabimo vas, da se prijavite na naš kanal, spremljajte nas na portalu domovina.je, v tedniku Domovina postanite naš naročnik in s tem podprite neodvisno novinarstvo. Do nasvidenja prihodnjič.